Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Dobrodošla v pogovorni epizodi, v kateri gostim krasno Niko Korošec. Nika je ustvarjalka blagovne znamke Lanika Atelier, kjer najdeš krasne izdelke iz lana, od oblačil za malčke do raznoraznih lastnih dodatkov, nekatere krasijo tudi Nikine krasne vezenine. Obenem je Nika oseba mnogih interesov in talentov, je mama 2 otrok, voditeljica skupinskih vadb, velika navdušenka nad naravo, hribi, trail teki in meni v velik navdih z aktivnim načinom preživljanja časa z družino. Spregovoriva o njeni poti od raznoraznih služb do ustanovitve svoje znamke in samostojne podjetniške poti. Spregovoriva o sprejemanju sebe, premagovanju zakoreninjenih vzorcev in strahov, o zmagoslavnih trenutkih, iskanju ravnotežja in združevanju različnih delov sebe, o vzgoji, o aktivnem družinskem življenju, potovanjih in hribolazenju. Nikina zgodba menim, da lepo pokaže, kako je lahko imeti več interesov nekaj, kar te bogati. Meni je bil ta pogovor kot 1 ura z mentorico in sem ji zelo hvaležna za vse podeljene poglede, ki upam, da bodo tudi tebi v navdih. Nika, najprej iz srca hvala, da si vzela čas. Zame bo to mogoče prvi tak pogovor, kjer tebe spremljam že nekaj časa, ampak v resnici se nisva nikoli midve 1 na 1, razen tistih par messagev po Instagramu pogovarjali, tako da mi bo zelo zanimiv tudi z tega vidika, ker bom sigurno izvedela veliko novega o tebi. In se zelo veselim pogovora, res. Ja, ful hvala za povabilo, jaz sem bila prav tako malo šokirana, tako mi je prišlo misel, kaj imam pa jaz pametnega za povedati, a sem jaz sploh v redu gosti ali kakorkoli, v glavnem jaz tudi te spremljam že dolgo, tudi sem redna poslušalka tega podcasta, tako da mislim, ful rada te poslušam, rada poslušam tudi tvoje meditacije, to mi ful sede, ful mi ustreza, tako da ja, zelo počaščena, da sem tle. Lepo. Jaz sem pa glih danes šla pogledat. Jaz sem prva stvar, ki sem jo naročila za dojenčka, je bil en tvoj izdelek in to
dolg preden sem sploh zanosila ali pa sem bila sploh v tem obdobju. Ampak ti si enkrat na Instagramu naredila razprodajo nekih kosov in delila in so bile ene lanene hlače in sem bila tako, oh moj bog, to je tako lepo, jaz bom to kar naročila, upam, da bo enkrat prišlo prav. No, evo. In sem No, vesela, da super. mi bo po mojem zavedno v zelo lepem spominu, evo, prvi izdelek naročen je Wow. bil pa tvoj. Ja, super, ful lepo. Me veseli. Daj mi malo povej za začetek, čisto na splošno o sebi, kako bi se ti opisala, kaj tebe definira, kaj te veseli v življenju. Jaz bi zase rekla, da sem ena taka energična, vesela, optimistična oseba. No. Definira me pa sigurno zdaj v tem času, pač, da sem mama, žena in podjetnica, zdaj že v bistvu 5 let. Vmes sem sicer kombinirala službo in je bil to popoldanski SP, zdaj pa 1-2 leti, recimo, da delam samo to mojo laniko, oziroma čeprav to ni samo, ker imam pol zraven tudi še druge stvari, ki so eni drugi viri denarja, bom rekla, tako da pač imam malo razpršeno. No. Ja, to podjetništvo je bilo, odločitev je bila zelo grozljiva, no, takrat, ko sem v bistvu pustila službo. Tako da sem pa ful vesela, da sem zdaj tle, kamor sem. In sem ena taka, ne vem, jaz bi rekla, da sem tako prav ljubiteljca svobode, ful mi pomeni svoboda, sicer to ugotavljam šele zdaj, bom rekla zadnja leta, odkar sem bila na coachingu, na 1 uro, tisto uvodno uro coachinga sem enkrat imela in tam je tako prav usekalo ven ta svoboda. In res v vseh teh kolektivih, ker vedno sem delala v nekih velikih kolektivih, večinoma, ful se nisem znašla in zelo tako, res mi ustreza, no, to, da sem zdaj sama svoj šef. Itak tudi delam sama, občasno mi mama kaj pride pomagati, ampak tako redko, no, kadar je res ful naval naročil. Drugače pa sem sama in mi to ful ustreza. Ja. Pa to, da ne rabim nobenega spraševati in razlagati, kam grem in kdaj pridem. In tako, no, to mi ful mi pomeni. Pa da grem lahko po otroke ob 1:30, take stvari, no. Ja. Lepo. Bova sigurno še več od tega spregovorila, ampak tudi jaz se sploh zdaj že v obdobju nosečnosti vidim pluse, ki pridejo z svobodnim urnikom, a ne? In da si ga lahko prilagajaš svojim potrebam, svojim željam in si narediš pač tako, kot si sam želiš. Seveda, če imaš nekako ta privilegij, a ne, da je dela dovolj, Ja. se mi zdi, da je res ena ta svoboda v tem podjetništvu lahko. Ja. Po drugi strani pa moraš biti tudi kar discipliniran, se pravi, da ne zdaj tega izkoriščaš, se pravi, moraš tudi imeti kar neki delovnih navad ali pa kaj, ne vem, kaj bi rekla, motivacije, da pač narediš tisto, kar mora biti narejeno. Jaz imam to srečo, da res ni se mi še zgodilo, da bi šla s težavo v moj atelje in grem vedno, včasih tako, tudi po vikendu, ko mi čakam ponedeljek, da grem delati, tudi recimo po dopustih sem vedno vesela, sem nazaj, grem lahko gor, ali pa ne vem, tudi po tistih kratkih enotedenskih dopustih ali pa dolgih 3-tedenskih, isto mi je prav tako lepo mi je, no. Ti ponedeljki so mi krasni. Nimam težav s tem, moram iti v službo, vedno, ni se mi še zgodilo, no, upam, da bo trajalo. Povej malo, kako je prišlo do Lanike? Kakšna je bila, kako si začela? Jaz sem v bistvu, ko sem dobila sina, sem pač začela itak tako malo bolj spremljaš te tudi oblačila, modo, vse to o dojenčkih in tako. In meni so bila ful všeč ta unikatna oblačila in sem na začetku tudi ful jih kupovala, mislim ful, kolikor sem pač zmogla. Rada sem si privoščila zanj kakšen tak unikaten kos in ful mi je bilo to lepo. In pol na neki točki, jaz sem imela nekaj malega predznanja šivanja, no, in na neki točki sem si rekla, pismo, to bi pa lahko mogoče jaz sama naredila, ne, daj grem probat. Takrat sem imela tudi
tle pri možu en podedovan star šivalni stroj, sicer električen, ampak imel je sam cik-cak, se pravi, sploh niti tisti overlock nisem imela in s tistim sem začela. Prvo sem naredila pač svojemu fantku, mislim, da hlačke in take stvari iz Jerseyja in pol vedno bolj tako padeš noter, pa kupiš en kroj, pa drugi kroj in tako, kar me je malo zasvojilo, pa to blago, pa ono blago bi imel kar vse. In pol sem pa razmišljala, jaz bi to tudi mogoče lahko delala, prodajala, kakorkoli. Počasi sem si pol stroje kupila. Sem pa na začetku, toliko je bilo že tega, se pravi tega Jerseyja, mislim, vse je super material in tako, dosti ustvarjalk je že tudi delalo, tako da sem pol, ko sem jaz rekla, jaz bi pa mogoče tudi delala, sem hotela nekaj drugega, sem hotela biti drugačna že v tem, v bistvu že takoj na prvi pogled, da je neka razlika med mano in ostalimi. In sem potem v bistvu čisto slučajno odkrila lan. Imela sem doma en kos, en tak bel kos lana in nikoli nisem vedela. Tako, ko začneš, vedno začneš s temi raztegljivimi materiali in sem imela eno tako strahospoštovanje do tega lanu in sem rekla, ne, to pa jaz ne bom znala, to ne bo šlo. Pa sem pa rekla, da zdaj bom porabila ta kos, da vidim, kaj je, in sem naredila en romperček za mojo deklico, ta cajt sem že imela punčko, no, ta drugo. In pa smo šli s tem romperjem na potovanje v Maroko, v puščavo, in to je bilo tako cute, ful dobro se je obneslo, material je bil krasen, njej je bilo všeč, nič ni bila potna in jaz od takrat naprej sem rekla, to je to, jaz bom imela ta material. In potem sem pa spremljala na Instagramu eno punco, ki je ustvarjala mašnice z vezeninami in sem rekla, to mašnice, ok, to bom znala narediti, daj bom probala še vezenine. In pol, ko sem enkrat začela s temi vezeninami, jaz sem se vse v bistvu sama naučila, tako da nimam nobenega predznanja, sem vse samouk, ker je včasih zdaj tudi tako pol vedno mi buta ven ta kompleks, ali ko bi rekla, da sem vsiljivka, se pravi, vedno se pol počutim, mislim, slabo, tako, no, manj vredno ali kakorkoli, zaradi tega, ker nisem nič šolana, no, nimam nobene izobrazbe. V glavnem, ko sem pa bolj začela s temi vezeninami, jaz sem se učila prek Pinteresta, prek YouTubea in potem sem se tako zaljubila v to ustvarjanje, da je pač to sem potem dodala na ta moja oblačila in to mi je zdaj tako največje veselje. In ko sem začela s temi oblačili, to je višji cenovni razred oblačil in tudi blago, sam lan je precej drag. Pa sem našla še eno ustvarjalko iz Švedske, ki v bistvu ilustrira, mislim, ne ilustrira, ampak tiste svoje ilustracije potem da tiskati na blago in dela ful lepo tako rožnato blago in to blago je bilo ful drago, ne vem, že takrat je bilo ene 25 € na meter, zdaj je verjetno še več, zdaj že en čas nisem naročala, no, in vsak košček, tudi če je bil bel lan, tudi če je bil, ne vem, svetlo moder, čist tisti majhni koščki mi je bil prav greh vršiti stran in potem sem razmišljala, kako bi jaz to uporabila. In iz tega so potem ratale špangice, najprej špangice z vezenino, potem sem se pa tudi z drugimi ustvarjalkami povezala, tako da zdaj imam ene par svojih teh šivil, ki mi pošljajo ostanke in z tega v bistvu jaz potem naredim špangice. In tu sem hotela še reči, da ljudje, mogoče tisti, ki tako bi me hoteli podpreti, pa kupiti kakšno oblekco, pa mogoče nimajo, si pa naprimer špangice so si ful lažje privoščili in so me na tak način podprli, tako da se mi zdi, takrat je bil prav en tak boom s temi špangicami in sem to res večinoma, tudi zdaj, glavni del mojega zaslužka so v bistvu lastni dodatki, špangice, mašnice, zdaj imam tudi broške, no, naprimer, in oblačila so en majhen delček, večinoma grejo v tujino, no, ja. Tam pa no, tudi kdo v Sloveniji, tako. Meni so te tvoje vezenine zelo lepe, se pa zavedam, da, ne vem, me zanima malo tudi tvoj pogled. Meni se zdi, zdaj sem v tem obdobju pripravi na dojenčka, recimo se je moja starejša sestra je malo bolj tako tudi ustvarjalna, pa ima nek stroj, malo boljši in je že moji mlajši sestri naredila za dojenčka te tetrapleničke, ne, se pravi,
naročimo blago in pol ona, mislim, to razstrižemo na neke primerne dimenzije in ona to zarob. In jaz sem videla že sam v tem procesu, ne, pa gre za eno, ne samo za pravokotne oblike, ampak je treba dobiti blago. Pol ga opereš, ga zlikaš, da ga zarobaš, zašiješ in vidiš, koliko gre to enega časa. In res se mi zdi, da mogoče šele ka sam, mogoče probaš kaj narediti, vidiš, da če čist simpel računico narediš, strošek materijala plus neka cena na uro, se mi zdi, da ti mora biti logično. Plus stroji, ja, cena. Pač jaz vedno gledam tako, da je cena neka fair cena. Saj jaz mislim, da vsi ustvarjalci smo v bistvu pošteni in ne neki zdaj nabivamo cen, kar zato, ker lahko, ker itak, mislim, težko prodamo, težje prodamo, kot kar, ne vem, nek drugi H&M ali kaj se vem, neka hitra moda. Ja, dela je pač ful za tem. So pa ljudje pač, ko vseeno tu najdejo vrednost v tem in plačajo to ceno. Ja. Kako je šla pa tvoja pot? Prej si rekla, da si najprej kombinirala oboje. To me pa čisto zanima. S čim si se pa sicer prej ukvarjala? Kaj je bila tvoja služba? Je bilo kaj tudi ustvarjalno ali čist XY? Jo, jaz sem tako en tak. Včasih mi je prav neprijetno, še vedno, čeprav zdaj sem že kar dost naredila na tem, da mi ni, včasih mi je bilo prav sramno, ker sem vedno imela ful enih interesov in še zdaj je tako, ampak zdaj pač ne vidim v temu nič več slabega, pač me zanima več stvari in ne morem se odločiti sam za eno stvar, nisem tak nišni človek, jaz imam rada zelo, da se mi polno dogaja, da imam ful enih stvari, ne vem, pač taka sem. V glavnem, jaz v bistvu sem se zaposlila, jaz sem falirana študentka španščine in primerjalne književnosti, tako da nisem končala študija, niti ga ne nameravam, ne povedati moji mami. V glavnem, ja, no, po tem študiju 3 leta sem študirala v Ljubljani, sem se potem zaposlila delno v eni pekarni, tle pri nas v Sežani, in sem vmes, 4 ure sem delala v pekarni in 4 ure sem že takrat odprla svoj SP in sem imela vodene vadbe. Čist na začetku, tu še vedno ohranjam, ampak zdaj trenutno imam samo 2-krat na teden eno svojo skupino svojih punc, ko ne rabim nič oglaševati, samo pošljem sporočila, septembra začnemo, tak in tak termin je, pridi in pridejo. Tako da to še vedno, no. Takrat sem pa imela tam 10 ur na teden teh vadb, tudi za nosečnice, step aerobiko, zumbo, poporodno vadbo, ker sem tudi sama pač bila noseča pol, pa po porodu, pa sem da spet noseča, jaz imam ful majhno razliko, 18 mesecev, tako da ja, to. Vmes, ko sem imela prvega, sem bila samo zaposlena za 4 ure, tistih 6 mesecev, mislim, da je bilo, potem sem spet rodila in sem bila spet na porodniški. Ko sem končala porodniško, sem pa potem iskala delo in sem se zaposlila v šoli, sem bila spremljevalka, najprej v eni šoli, pol še v eni drugi, tako da z 2 fantki, no, sem delala, en je imel eno gibalno oviran je bil, no, nič posebnega, eno težko operacijo, je okreval po njej, drugi fantek je bil pa avtist in ful mi je bilo, s tem drugim fantkom mi je bilo tako krasno, čeprav je bil avtist in ne bi bili naporni ali kakorkoli, pač drugačni so, ampak ful sva se povezala, ne vem, tako meni je bil res kot tretji otrok in tudi pol, ko sem dala to odpoved, mi je bil en del, težko se mi je bilo odločiti tudi zaradi tega, ker sem bila tako kakor malo navezana, no, na njega in je bil pol tu še en faktor, ko sem razmišljala, kako bo pa zdaj on brez mene, sej pol je bilo vse ok, ampak tako, no, še zaradi tega mi je bilo malo težje, ampak sem ves čas v bistvu, ko sem delala, ko sem bila v službi, pa sem kombinirala to laniko mojo, ful je bilo naporno, bom rekla, ne vem, po moje 1 leto, mogoče recimo 1 leto, mogoče malo manj, no. Ko se tudi odnosi doma so se poslabšali, partnerski, bom rekla. Pač jaz sem vstajala ob 5 zjutraj, da sem delala do 7, ob 7 sem šla v službo,
do 3, potem sem prišla domov, sem delala zvečer do 10, 11, odvisno koliko je bilo dela, šla spat, tudi pol vikende. Skratka, na neki točki je bilo pač preveč in sem se mogla odločiti zdaj, ali bo trpela družina, ali bo pač pustila službo. In tako se mi je še zgodilo, da so mi malo spremenili urnik in tu mi je bila prav tista, bom rekla, bizarna stvar, vse skupaj nič, ampak tu je bilo vzame prav na kapljica čez rob, da sem pol dala odpoved in sicer sem mogla namesto do 3 sem mogla delati do 4, otroka pa imata vrtec, spravi ob 4 jih moraš ti pobrati. Sta bila v takem manjšem vrtcu, no, in tu mi je bilo tako, pač ne. Odpade, ne morem delati do 4, tista 1 ura je bila zame pač tako res kaplja čez rob, če ne mogoče bi še en čas bi mogoče tako cincala, pa se odločila, tako pa sem pač rekla, ne, zdaj pa dovolj, dam odpoved, bo kar bo. Tudi plače nisem imela neke, da bi rekla, da sem imela neko ful plačo, tako da tu sploh nisem imela kaj razmišljati, ves čas sem si mislila, za tisto minimalno plačo bom pa tudi prek SP-ja zmogla in ja, ne obžalujem niti malo in škoda, no, mogoče, da nisem že prej. Sem pa prej tudi probala, vmes sem bila menda, sem poskušala, no, z Laniko najprej kar en čas, da bi samo to delala, ampak takrat na začetku je bilo enostavno premalo in sem prišla v eno tako res prav krizo, nisem zmogla sama sebe, tako negativna sem bila, kar se tiče teh financ in itak, da mi ni šlo, ker sem sama sebi sem to dramo delala in v enem takem pomanjkanju sem bila in sem si prav rekla, ne, jaz moram iti zdaj v službo, jaz moram priti na zeleno vejo, finančno, da bom pol to zmogla. In pol, ko sem dobila službo, se je vse to toliko povečalo, da sem pač mogla dati odpoved. Vidiš, tako da meni se zdi, ja, tudi jaz sem včasih za nazaj, se mi je zdelo, da bi lahko že prej šla na samostojno pot, ampak obenem se mi zdi pa, mogoče pa ne bi bila pripravljena in pol se mogoče ne bi dobro izšlo in bi me pa preplavljala vprašanja, zakaj sem to naredila, bi mogla drugače. Tako da, ja, jaz sem sicer je to vedno lažje za nazaj gledati, ampak se mi zdi rajš, če se še ne čutiš pripravljenega za ta korak, pa mogoče je treba še počakati 1 leto, pa da takrat, ko narediš ta korak, si siguren ali pa vsaj malo bolj siguren, ne? Ja, jaz sem pol težko tudi tako, sem rabila kar en čas, da sem sprejela, zame je bil pač poraz po eni strani to, da sem pol iz Lanike mogla iti v službo, sicer je bilo tu kratko obdobje, no, tega mojega poskušanja, da bi bila sama SP, ampak res prav v nekem takem krču sem bila, res tu nisem bila jaz, no. In res ni šlo, tako da pol tudi drugič, ko sem dala odpoved, sem si mislila, joj, kaj če se mi bo pa spet zgodilo. Zdaj pa ne gledam več na te stvari tako in si mislim, pač če mi ne bo uspelo, bom šla spet v službo. Zdaj glih te moje Lanike pustila, po moje ne bom, ker mi toliko že pomeni, da tudi če bom kdaj šla spet v službo, bom pač to zraven delala. Otroka sta itak zdaj ta čas že kar zrasla, tako da vedno lažje je, no. Zdaj se že kar dosti da. Lepo. Ja, mi je pa zanimiva tudi ta prehod iz službe na samostojno pot. Kar neki gosti sem imela že in so skladne poti, v smislu neko obdobje, kjer delaš 2 službi. Jaz si zelo želim sicer, da bi obstajala še neka druga pot, ampak ja, velikrat je tako, da tam neko obdobje delaš 2 stvari in upaš, da zalaufa in pol, ko zalaufa, greš čim prej na svoje, da imaš, a ne, da se po možnosti ne skuraš ali pa kaj tako. Ja, res je. Jaz mislim, da zelo redki so tisti, ki kar grejo v to. Ne vem, če koga poznam. Daj mi malo povej še o, ja, mogoče tej svobodi, ki si rekla, da si odkrila, da ti je zelo pomembna. Jaz tudi vem, ker te spremljam, da jaz bi rekla, da dobro koristiš to svobodo, saj v smislu potovanj in tako, kakor spremljam, se mi zdi, da imate družinsko zelo aktivno življenje in se mi zdi to lepo.
Ne vem, sicer najbrž je to mogoče tudi, če imaš klasično službo, ampak tako me zanima malo več o tem. Ja, verjetno tudi, če imaš klasično službo, čeprav pol pa zase pa verjetno bi mi zmanjkalo, tako da tudi sama si pol lažje privoščim, ne vem, naprimer lani, septembra sem šla sama za en vikend na dopust, pa z mamo gremo rade hoditi. Lani smo bile, ali je bilo zdaj že to predlani, smo bile na Kaminu Krk, lani smo bili na Rabu, letos tudi planiramo en tak, ne glih Kamino, ampak eno tako podobno, en teden dolgo pot, pa pol s temi mojimi teki, jaz pač rada tudi tečem, tako da če se pripravljam na neke te daljše preizkušnje, kakor lani, potem pač grem kdaj, naredim trening, kdaj tudi med službenim časom, kot drugače verjetno ne bi mogla. Ja, in tudi, da lahko vzamem dopust kadarkoli, ker sem pač bila v šolstvu, se pravi, sem bila omejena samo na tiste počitnice in pač poletje. Zdaj sicer sta itak otroka že v šoli, ampak sta 1. in 2. razred, tako da prosimo za dodaten dopust in zaenkrat vedno dobimo, tako da tudi lani smo bili v Grčiji en mesec oziroma 23 dni, je bilo, letos pa tudi gremo za 21 dni, gremo tudi na eno potovanje še dlje, še malo bolj posebno bo, nisem pa še nič delila, zato tako skrivnostno govorim, pa ne vem, če mogoče bom šele, ko pridemo tja, ne bi rada neki tako pritiska si delala, ne vem, koliko se bomo tam javljala, rada bi si čim bolj v easy vzela, brez nekih obveznosti, da moram zdaj nujno objavljati na teh socialnih omrežjih. Tako da ja, kar dobro izkoristim to svojo svobodo, se trudim čim bolj. A sta že prej s partnerjem na tak način potovala, ker sem videla, da greste velikrat tudi recimo z avtom, pa pol ste veliko zunaj, meni je tak način potovanj tudi zelo blizu. Nimam pa še izkušnje, kako to gre z otroci, Kakšna je tvoja izkušnja? Sta vedela, da tudi, ko boste imela družino, boste na tak način potovala, ali ste pol kot družina odkrili tak način potovanj? Prej sva potovala bolj pač dlje sva šla, ko sva bila še brez otrok, v Avstraliji sva bila, ampak sva tudi kampirala, sva tudi recimo spala v šotoru, pa na Kubi sva bila in tako. Dlje nisva, mislim tudi v Provansi sva bila s kombijem, takim predelanim, pa moji starši imajo avtodom, tako da ja, tu mi je ful blizu in ful mi ustreza ta način, da smo čim več zunaj. Zdaj imamo pa strešni šotor, tu sva kupila tudi leta 23, zdaj 3krat smo bili in ja, ful je dobro za otroke, ne vem, ali pa sta mogoče moja 2 otroka taka, ne vem, mi ne hodimo po nekih shopping centrih, mogoče, jaz se prav spomnim, moja Klara je enkrat, ko smo bili, ta korona je bila, pa pol ful časa nismo šli nikamor, v trgovine pa sploh nimamo te navade, da zdaj hodimo v neke shopping centre, tudi tako smo z manjšega kraja, tako da bi mogli iti ali v Koper ali pa v Ljubljano, ampak pač tu nam ni. In vem, da smo enkrat šli pol nekaj v Koper in je ona videla eno lutko, v bistvu eno punčko oblečeno in je rekla, mama, le kakšna punčka. In meni je bilo tako, oh my god, moj otrok je samo delno socializiran, ker še ni videl pač lutke v izložbi. Tako da ja, sta pač taka bolj, znasta pa in vesta pa, ne vem, kje zraste cvetača in kako se posadi pomidore in kako se poveže pomidore, take stvari pa pač ja, vesta in znasta, tako da dosti živimo v stiku z naravo. In tu sem hotela reči, tudi eno tako izkušnjo imamo s tem strešnim šotorom. Bili smo v Grčiji poleti maja in je bilo tako, ni bilo sezone, bilo je dosti prazno, ni bilo neki ljudi, sami smo bili večinoma tudi na teh plažah, več ali manj smo bili sami, mogoče še kakšen človek tam pa tam, ampak tako nobene gneče. Potem smo pa bili za ta Marijin praznik avgusta, smo bili na Hrvaškem v kampu in je bilo tako nabito polno. In otroka sta bila ko noč in dan. Spravi, tam v Grčiji sta norela, tam po tisti mivki, tako nisva niti vedela, da jih mava, lahko sva brala knjigo na plaži, ona 2 sta se tam igrala, metala mivko v morje, zidala gradove in tako res
pač sansko. Res tudi si malo že odpočiješ. No? Medtem ko tle na Hrvaškem, ko je bilo ful ljudi, pa se kar nista znajdla in sta tako ves čas sta neki rabla nas, pa dej mama to, mama uno, sem si mislila, jo, pa kaj je to za en dopust. Je bilo boljše v bistvu tam na potovanju, kot kar tle na dopustu. No? Mislim, lažje za starše. A pa sta šla na tako pot že, s koliko starimi sta šla, ali ste od skostko potovali? Z avtodomom smo šli, naprimer z avtodomom smo šli prvič, sem šla jaz z mojimi starši, ko je bil Urban 4 mesece, tako da ja, od zmeraj. Ne vem, jaz imam tak pogled na te stvari, da pač otroka enostavno vključiš v svoj stil življenja. Če je tvoj stil življenja, da hodiš v hribe, gre otrok s tabo v hribe, odkar najprej, jaz sem začela najprej v nosilki, potem v nahrbtniku in potem sta začela hoditi sama. In zdaj, naprimer, lani, recimo kot en dosežek, lani sta bila stara 5 in 7 in smo bili na Triglavu. Tako da pač, če jih od majhnega vzgajaš in jim pokažeš in jih nekako vključiš, vse pol te posnemajo in kar nekako gre. No, vse gre tudi ful živcev in ja, ni sansko in je naporno in dosti ene motivacije in spodbude in klepetanja in vsega tega, da pač naprimer hodijo, ne, ampak pol, ne vem, se kar tu vključijo. Tu je pač stil življenja, ki ga ima pol cela družina, no, ja. Zelo lepo. Jaz si tega zelo želim pri svoji družini in načeloma verjamem v to, upam pa, da se bo tudi pri meni izkazalo za resnično, da ja, da tak način življenja, kot ga imaš ti, zgledom prenašaš potem naprej na svoje otroke. In verjamem tudi to, da glede recimo konkretno hoje v hribe, da se s časom poplača trud, ki ga vlagaš v tistih trenutkih, ko je treba ekstra motivirati, pa počasneje hodiš, pa tako. Ja. Ampak si pa predstavljam, da pa greš pol na neko pot, kot je Triglav, Ja. Ali pa pač na kakršenkoli daljši hajk z otroci in prehodijo sami, da takrat vidiš, evo, ja, splačajo se, ja. Ne? Ja, recimo, tako starejši še vedno. Tudi on zdaj, naprimer, že dojema to, da je bil na Triglavu kukar nek svoj ful velik dosežek. Že toliko razume, da ve, da pač tu ni glih. Marsikdo tudi od odraslih še ni bil na Triglavu, ne? On je pa, naprimer, bil. Tako da ja, ful, ne vem, nam je res lepo in za družino je lepo in da se tam povežemo, ker toliko je enih teh motilcev in na koncu se mi zdi, ne vem, tako ko potegneš črto celega tedna, vse skupaj nisi nič skupaj, ker ves čas je, ali so neke aktivnosti, dejavnosti, pa dej beri, pa piši nalogo, pa kuhaj, pripravljaj. Skratka, vsaj, ne vem, tisti, tudi če je en dan v tednu, sobota, nedelja, se nam ne uspe, naprimer vsak vikend, ker imamo tudi druge precej enega dela okrog hiše, no, in tako, ampak ja, kadar pa nam uspe, je res, se mi zdi, tisti najboljši pristen odklop, da si res skupaj, no. Tle, ko smo, naprimer, šli na Triglav, smo spali na Doliču, tam tudi omrežja ni, tako da je bilo krasno. Tudi na Krnskih menda smo šli, tudi ni bilo omrežja. To je to, no, to je tisto ta pravo. Kakšen imate pa pogled glede ekranov pa vzgoje? Jaz čim manj. Moj mož jim še da, rada imata telovadbo. Tu sem mogoče tudi jaz malo zgled, ker jaz pač doma pripravljam koreografije in tako za te moje vadbe, pa pol gledam dostikrat na YouTubu in tako poiščem kakšno inspiracijo ali karkoli. In tudi ona dva imata rada eno tako telovadbo za otroke, pol tam neki skačeta po čepi, gor, dol, levo, desno, tu imata rada, drugače pa čim manj, no. Ne vem, včasih kakšen film, risani film, izjemoma, ni pa tu pri nas vsak dan na sporedu, ne. Tudi zdaj, naprimer, kdaj sem jih, mi dva imava kar tako razdeljeno, no, ker jaz imam te vadbe zvečer, tako da ob
torkih in četrtkih me ni, pa jih mož uspava, no ta ponedeljek ga pa njega ni bilo, pa sem jih jaz imela in sta me tako prosila za telovadbo in tu sem nekaj ne. In pa je rekel starejši, mama, ti nam nikoli ne daš. Sem rekla, ja, sej veš, jaz pač ne dam. In je pri tem ostalo in smo pač šli. Jaz vedno rečem, gremo rajši se pogovarjati, gremo se stisniti, mi beremo zvečer, to imamo redno na sporedu, tako da beremo res vsak dan, brez izjeme, razen če pridemo domov, ne vem, ob 10:30, pa še to ona dva bi rada, naprimer, ko prideš, čakaš Silvestrovo, pa prideš domov ob 1:00 zjutraj, ona dva bi kar rada pravljico, čeprav je ura že 1. Tako da ja, tu imamo eno tako rutino, no. Je pa, ne vem, včasih si mislim, da mogoče, mislim, pretiravam, pol, tudi kar se tiče telefona, naprimer, ne dovolim tega, ona dva ne znasta nič, ne znasta dostopa do mojega telefona, ne vesta gesla, ne znasta priti na YouTube, ne znasta nič prižgati, tudi televizijo ne znasta sama prižgati, ker vem, da otroci take starosti, 1. in 2. razred že sami mogoče znajo to naštimati. Tako da ne, jaz sem kolikor se da proti, no, ne pa zdaj tako ful striktno proti. Kako ti je pa šlo, oziroma ti gre združevanje materinstva in nikoli ne vem, a je kariera, pač ustvarjalne poti, kako in še vloge žene in tako, kako ti gre to združevanje različnih vlog in časa zase, kako ti je bilo recimo na začetku materinstva? Joj, ti začetki. Mislim, ko sem imela enega otroka, je bilo super. Ful je bil priden, tudi tako dosti je spal, res je bil krasen dojenček, zelo nezahteven. Pol, ko sem pa imela oba, enega za drugim, se pravi, starejši je bil 18 mesecev star, punčka se je rodila, no, takrat. Ful naporno. Se mi zdi tako, to obdobje, dokler je bila mlajša, dokler ni mlajša šla v vrtec, tako včasih se mi zdi, da kar prav tako ful megleno se tega spomnim, ker je bilo tako naporno. Kakor da sem malo potlačila vse skupaj. Vem, jaz sem tudi, dosti mi pomeni neka trajnost in te zadeve, tako da mogoče sem si malo otežila stvari, moja dva sta bila oba, sta imela pralne plenice, tako da tle, naprimer, jaz sem imela oba hkrati v pralnih plenicah, tako da tle je bilo ogromno enega dela, naprimer, s tem, ampak ni mi žal, sta pa pol oba ful hitro bila brez plenice, tudi punčka pri 18 mesecih je že oblekla gatke, tako da ne, fajn, no, ampak ja, ful enega dela je bilo, pa mlajša, pol tudi hrano je ful težko sprejela, tako da jaz sem po mojem tam do enega 7. meseca kar dojila mlajšo, prav enostavno nisem zmogla vsega, no. Tako da to obdobje je bilo kar naporno. Je pa ta majhna razlika vseeno tako fajn zdaj, pol, ko je bila mlajša enkrat 2 leti, pa se mi zdi, da sta ves čas približno na ista razvojna stopnja, no, in se med sabo ful dobro razumeta, ful se imata rada, tudi zjutraj, ne vem, ko vstaneta, spista, včasih tudi skupaj spista v isti postelji, ampak naprimer zdaj spista vsak posebej v svoji sobici in pol zjutraj, ko se vidita, se gresta najprej stisniti skupaj na kavč. Res, ful se imata rada, ful sta povezana, saj se tudi skregasta in tako, ampak sta ena taka dobra ekipa, no, tako da tu je sigurno bil en velik plus te majhne razlike, pa se je splačalo tisto malo stisniti pa potrpeti. Pa takrat v tistem obdobju si imela ta starejšega že v vrtcu ali si imela oba sama doma? Oba sem imela doma, dokler ni bil mlajši 2 leti, pol je pa šel v vrtec, ja. Sam pol itak tudi gre v vrtec, pa so stalno te neke bolezni, tako da se mi zdi, da več ali manj so itak doma. Je pa punčka pol šla, no, pri 1 letu v vrtec, tako da pol takrat sem bolj zadihala, pa tudi, ko je enkrat imela 2 leti, se mi zdi, da se je ful spremenilo, no, da sem si lažje vzela čas, čeprav bom rekla, realno tako zadnje 2 leti, da lahko, ne vem, naprimer, zdaj sem se spet lotila, da tekam, pa sem pol šla, naprimer, z očetom na Mont Blanc, meni bilo, ne vem, 5 dni, pa z mamo na ta Camino Krk.
prej pa pač težko, ne vem, težko tudi spustiš, ali pa sem sam jaz taka, ne vem, tudi varstva, recimo mi dva sva kar omejena, nimava dosti varstva, jaz sem brez tašče, no, pa moji starši tudi še delajo, tako da je kar izziv. Bila sva v bistvu samo enkrat, ne vem, koliko sta bila otroka stara, recimo 3 leta, sva šla na Malto skupaj, drugače pa ful malo, tudi zdaj premalo si vzameva časa za naju. Mogoče vsak posamezno zase še, za naju sigurno premalo, no, bi rekla, ne vem. Ampak pač tako je, ne vem, trenutno nimava druge izbire, kakor tako, no. Je pa tu, sem hotela reči, da je tu en konstanten tak lov ravnotežja, ne vem, jaz ves čas niham. Včasih se mi zdi, da sem super mama, da mi gre dobro to materinstvo, pa pride obdobje, ne vem, naprimer decembra, jaz imam največ dela takrat, ne, takrat imam ful boom, pa takrat moram delati in sem pač za nič mama. Se mi zdi, ne vem, recimo ta december je bil nor, še vedno se mi zdi, da se moram odpočiti od tega decembra. In tudi, naprimer, z njima sem se zmenila, sem jima rekla, da pač imam ful dela, da bosta bila v podaljšanem bivanju do 3, kar je meni včasih, sej večina staršev verjetno pusti svoje otroke do 3 v podaljšanem bivanju in to ni nič takega, ampak jaz pač delam od doma in vedno imam nekako tudi malo tega pritiska. Zdaj, jaz tle sem doma in moji otroci so tam v podaljšanem bivanju do 3, pa čeprav delam, ne. Tako da ja, naprimer decembra sem bila zmenjena z njimi, da sta tam do 3 vsak dan, da sem jaz pač res čim več naredila v tistem času, ampak sem pol tudi popoldne še mogla delati, tako da sta prišla domov in sem sam jim rekla, dej napiši nalogo, pa sem sam hodila vsake toliko gledati, pa nazaj delati svoje stvari, tako da ja, totalen kaos. Včasih pa pol še moj mož ima tako službo, da je dosti v tujini. Vem, da decembra je tudi bil en teden, pa sem bila pol sama za vse. Tako da ja, včasih pač pridejo obdobja, ki so zelo naporna in ni nobenega ravnotežja in je vse na glavo. So pa pol kdaj tudi bolj mirna obdobja, no. Si pa jaz sama dosti, pač jaz vem, no, se zavedam tega, da si sama dosti teh stvari naredim, da si sama dosti zapolnim, ko bi si lahko malo manj, no, ja. Viš, to se mi zdi tako lepo, se mi zdi, da si to povedala, pač ja, konstantno loviš ravnotežje in to je lahko različno iz dneva v dan in iz meseca v mesec, a ne, to pa je mal specifika, tudi se mi zdi samostojne podjetniške poti, če imaš, a ne, da ni obseg tvojega dela konstantno enak, in ne moreš reči, da bo ravnotežje enako julija ali pa decembra, če imaš pač decembra večji boom in pa decembra je itak večji boom z vsem, in z družinskim življenjem in z praznovanji in časom, ki bi ga rad preživel z bližnjimi, pa mogoče z ljudmi, ki se že dalj časa nisi videl in pa če imaš še več dela, verjamem, da je. Jaz si kar predstavljam sebe. Kako ohranjati to, da jaz se vedno pol nekako poskušam vračati v ta sedanji trenutek, ne? Kaj imam zdaj na voljo narediti in kako bom zdaj preživela čas, ker ne moreš si za en teden naprej nakopičiti tega umirjenega občutka. Ja, res je. Jaz sem tudi mogoče malo tako deloholik, pa ful težko sklopim kdaj, ves čas mi ti možgani neki, pa tu, pa dej še ono, pa neke ideje, da bi moj mož vedno reče, tudi tako, zdaj čas me prav heca. Ne, mi dva se nekaj pogovarjava, pa pol jaz kar, pa tretja ideja, pa una ideja, pa dej še tu, pa uno, čakaj, sva pri prvi stvari, pri prvi tematiki, čakaj. Ne, naprimer se pogovarjava od tega potovanja, pa pol jaz se spomnim, ja, pa moramo še rastlinjak urediti, pa moram, ne vem, naročiti špange so mi zmanjkale, pa fajn bi bilo, da naredim to objavo, v glavnem, ja, včasih je kar tako kaotično. In moram reči, da tudi jaz imam od doma, no, tak zgled, moja mama in tata sta ful oba delovna človeka, tako da ta
sem res malo tega deloholika in res težko sklopim. In včasih se mi zdi, da se moram prav fizično odstraniti, se pravi, res menjati lokacijo, nekam iti na potovanje, pa nič vzeti s sabo, da lahko res sklopim. Tako. Tu mi najbolj ustreza, zato tudi toliko mi pol pomeni, da gremo na neko potovanje, da gremo v hribe, da gremo nekam, ker takrat sem res najbolj sklopim. No. Tako prav, kadar se fizično odstranim. Kako si pa doma, no mogoče še to, kako izgleda nek tvoj, ali en tipičen, ali pa en povprečen, ali pa kako izgleda tvoj nek dan, kar se tiče ustvarjanja? Oziroma glede vsega, no, ampak tako. Jaz zjutraj vstanem, otroci grejo v šolo tam okrog 7:30, pri nas se šola začne malo pred 8, tako da do 7:30 rihtam njiju. Če imam ful dela, vstanem ob 5, če ne drugače pospim tam nekje do 6:30, naprimer. Pol pa ponavadi grem delat, odvisno kaj imam, včasih na računalniku, včasih šivam, včasih delam te moje špangice, odvisno pač kaj je. Nekje, zdaj na nek dober dan sem okrog 2 že na pošti in grem potem po otroke. Če imam neko gnečo, grem ob 3 na pošto in potem po otroke. Tako in popoldne večinoma naloga branje, ker zdaj oba pač bereta vsak dan 10 minut, tako je pravilo v šoli in tudi jaz zelo podpiram, no, to. Vzgajam bralce, se trudim vzgajati bralce. In potem ponavadi kaj kuham. Zdaj, če imam tisti dan vadbo, pripravim nekaj za jesti za njih, pa jaz grem na vadbo, pridem zvečer domov, že spijo, pa jaz potem pojem, ali pa pač jih večerna ta naša rutina, branje pravljic in gremo spat. To je to nekako, približno. To se mi po eni strani zdi drugač super, no ne vem pa, koliko je izziv, da ti družina prinese res eno jasno ločnico v urniku glede dela. Kdaj moraš zapreti, ali je to računalnik, ali je to odložiti špangice in iti po otroke in iti, zaključiti z delom. Nimaš te možnosti zavleči z delom, ne vem, do 6-8 zvečer. Ja, ne, to sigurno ne. Vrtec zaprejo ob 3, oziroma mislim, ne zaprejo ob 3, ampak približno. Jaz sem vedno imela v glavi to nekako ob 3 in ob 3 grem po otroke. In tudi zdaj, sploh če je lepo vreme, se vedno potrudim, da čim prej končam, pa da jih poberem malo prej, pa da gremo pol še malo ven, ali na igrišče, ali igrati nogomet okrog hiše, nekaj delati. Tako, da skoristimo še malo te dnevne svetlobe, pa da gremo pol noter v hišo in smo pol popoldne skupaj. Čeprav včasih tudi še kaj na računalnik naredim, ne, ni glih, včasih tudi še kaj pogoljufam, no, ampak ja, načeloma popoldnevi so pol za družino, ja. A se ti kdaj zgodi, mene je, ne da me je tega strah, ampak si predstavljam sebe, kako se mi lahko to zgodi, da recimo, ne vem, se odločiš, je zdaj obdobje, ko bom delala do 3, pa bosta otroka v podaljšanem bivanju in pol delaš in razmišljaš, mogla bi biti z otroci in pol, ko si z njima, razmišljaš, kaj vse bi še mogla narediti. Ja, to se meni dostikrat dogaja. A imaš kakšno prakso, kako se tega, mislim, meni se zdi to največja zaprava časa, hkrati totalno razumljivo, da se to dogaja, ampak tako se mi zdi, dajem si zdaj že v glavo neko željo, namero, da bi čim več časa rada preživela, pač ko delam in ko si z družino in da nisi ves čas v naslednji obveznosti ali pa v prejšnji. Veš kaj je, otroci te dosti sami te potegnejo ven z tega. Pač oni, ne vem, ko so majhni, jočejo in te rabijo in moraš vse pustiti in iti tja k njim in pač urediti, da ne jočejo več. Pol, ko so večji, naprimer, kakor moji, tudi rečejo, mama, zdaj odloži telefon, pa me poglej, naprimer, ne. Če moram nekaj moram nujno pogledati na telefon, ne, mama odloži, zdaj te rabim. A pa pol prideš 30 sekund slabe vesti, to si jaz predstavljam. Ja, potem pride, zdaj sem imela telefon, ok, hitro odloži, zdaj sem tvoja.
Ja, tako kar hitro potem že sami pač zahtevajo. Sej tudi pol vidiš, mogoče z neko trmo, mogoče prej tisti 3-letniki zahtevajo, če nisi tam z njimi pa pozoren. Najdejo en svoj način in se mi zdi, da se jim kar moraš prilagoditi. No? Ja. Če se malo dotakneva še ene tematike, ki jaz tudi vedno rada odprem, duševno zdravje. Malo so sicer zdaj že o skrbi zase, pa o iskanju ravnotežja v bistvu že dotaknile tega, ampak tako, a so kakšni izzivi, s katerimi si se ti srečala, ki bi bila pripravljena jih podeliti ali pa odpreti te tematike? Jaz sem ful razmišljala, ko poslušam tvoj podcast, pa tako, kaj bi na to tematiko povedala, ker nič tako nisem nikoli bila na terapiji, čeprav bi si mogoče želela, ampak enostavno ali mi finančno ne znese, ali mi energijsko ne znese, ker ne zmorem vsega. Zdaj sem sredi tega mojega ortodontskega zdravljenja in pač toliko energije imam za to in enostavno ne zmorem več. Kar bi mogoče omenila je, da nikoli nekih takih ful hudih stvari nisem imela. Dosti sem odraščala, moja mama je dosti delala na sebi, tako da vse te neke take določene tehnike so mi bile vedno blizu, naprimer avtogeni trening, pisanje, ne, da pišeš svoja čustva ven in tako da sem imela en tak kar dober zgled, no, kar se tega tiče. Eno težko obdobje mi je bilo mogoče, tako zdaj, ko gledam za nazaj, takrat, ko sem bila v tem, nisem vedela, da so tu neki tesnobni, neki napadi tesnobe, ali ne vem, kako bi to opisala, no, v času srednje šole, ko sem šla v srednjo šolo in pa potem tudi na faksu, kar je ne vem, jaz sem pač takrat mislila, da je to domotožje, zdaj pa vidim, da so mogoče to bili kar neki taki tesnobni napadi. Jaz sem bila v bistvu v Ljubljani samo 1 leto in potem sem imela ful hudo krizo in enostavno nisem zmogla biti tam, da bi živela v Ljubljani. In sem se potem tudi vozila v Ljubljano, mislim, da sem si tako naredila urnik, da sem imela faks 3-krat na teden in sem se potem 3-krat na teden v bistvu vozila v Ljubljano. Tu sem imela ene take močne občutke. Je pa res, da ful, odkar sem šla v to podjetništvo, dosti delam na sebi. Od takrat, ne vem, jaz si vedno tako mislim, če bi bila zdaj v neki službi, po moje pol toliko ne bi naredila na sebi, kakor moram. Ja, če hočem nekaj ustvariti iz sebe, iz svoje znamke, pač moram tudi na sebi delati, moram sebe spoznati, moram neke te svoje vzorce spoznati, vse to negativo, ne vem, ki pride kdaj in ta občutek vsiljivke in neko manj vrednost, pa tudi cene moraš znati postaviti, moraš znati vedeti, zakaj. In tako ful enih takih stvari mi je podjetništvo odprlo, no, in se mi zdi, da sem se kar spremenila in sva pol tudi s partnerjem mogoče imela take izzive, ker on na začetku mi ni sledil, pa mi zdaj bolj sledi, no, tako da tudi on več dela na sebi zdaj, kakor prej. Dosti mi je to podjetništvo napovedalo. Kaj misliš, ko rečeš, oziroma ne, kaj misliš, kako izgleda, ko rečeš, da delaš na sebi? Na začetku sem ful enih knjig brala, zdaj sicer malo manj, ker pa mi je ratalo kakor prenasičeno, nisem zmogla več, ampak še vedno si vzamem, ne vem, vsaj 4-krat na leto, da je ena taka knjiga za osebnostno rast, pa da ful pišem, pa da ful zapisujem v tistem obdobju, ne vem, svoje želje, svoje vzorce, da sebe spoznavam, kaj, ne vem, naprimer, jaz sem imela dosti kar se tiče denarja, kakor neka taka ful močna prepričanja in tle sem mogla ful narediti, pa se moram še vedno tako vračati nazaj, pa se opomniti, ne, da tu so neki stari vzorci, da to mi ne služi več, ne, dajmo zdaj nekaj novega, v tem smislu, no. Prej si na začetku že omenila, da si tudi šla na coaching. Ja, na coaching, ampak samo na uvodno uro in potem nisem nikoli, ne vem zakaj, moram se enkrat vrniti, no, ker sigurno bi mi koristilo, ker mi je bilo zelo prijetno
in mi je odprlo fulejnih stvari. Tudi prav spomnim se, ful sem jokala na tisti uvodni uri, ker imam, se tudi še vedno se mi dogaja, tudi, naprimer, če se s partnerjem skregam, pa če sem jezna, jočem, ne? Ker ne znam drugače očitno izraziti tega čustva jeze, kot da jočem. Tako da ja, tu bi sigurno mi ful koristilo in moram se kdaj vrniti. Se pa zdaj, ker sem v tem ortodonskem zdravljenju, se ful ukvarjam, ful imam močen strah pred zdravniki, pred iglami, pred krvjo, vse te stvari. Tako da zdaj sem se lotila medicinske hipnoze, tako da zdaj zadnjič sem imela uvodno uro, pa ta teden imam spet, no, tako da se kar veselim, da mogoče ta strah premagam, preko grem na to mojo operacijo. Me čaka operacija progenije, čeljust mi bojo operirali, no. Tako da zdaj v tem obdobju se ukvarjam s tem strahom, no. Najprej bi rada to odpravila. Kako pa izgleda ta medicinska hipnoza? Zdaj na uvodni uri je bilo tu v bistvu kakor ena taka meditacija. Mogla sem poiskati, v bistvu tako me je vodila v meditacijo, da sem šla do enega drevesa, pa potem moč pobrala od njega, pa jo stisnila v svojo pest in se poskušam tudi, odkar sem zdaj bila tam, tako večkrat opomniti, ker sem imela razne preglede, ali pa tudi, če sem imela kakšen tak težek trenutek, da tisto pest, kakor da še vedno čutim tisto moč posrkano od drevesa. Ful sem se dobro sprostila, tako da se res veselim, no, da nadaljujem. Ne vem pa, kako bo zdaj naprej izgledalo. Prvi vtis je bil krasen, no. A si dobila to meditacijo tudi kaj za poslušati za domov? Ne. To pa poslušam tvoje, no, kadar utegnem, ja, si kar prižgem, no. Tudi včasih se mi zdi, če začutim, tako prav fizično, kdaj začutim neko bolečino, kakor da me tišči v prsih, ali pa v trebuhu, ali pa ne vem, vse te razne stvari. Ali pa recimo zdaj sem imela ful izbruh aft, pa sem pol z mislimi tu usmerjala to moč, kakor en placebo učinek. To knjigo sem brala tudi pred kratkim, vi ste placebo, pa mi je kar ostalo, tako, in sem nekako si govorila, zdaj bojo te afte ozdravile, pa to bo vse ok, danes je zadnji dan, da me boli. Tako nam poskušam čim več. In to sem hotela reči, da s to meditacijo, no tudi tvojo, da res si vzamem tisti moment v dnevu in se na srečo, ali ne vem, se uspem zelo dobro odklopiti, no. Saj mi hodijo tudi te misli včasih še, ampak kar fajn mi uspe, no. Ja. Daj mi še malo povej o tvoji ljubezni do hribov oziroma do trail tekov. Ja, to je tudi en moj ventil. No, mogoče sem se zaradi tega po moje pomislila zdaj na to, ker si rekla, da se uspeš med meditacijo odklopiti. Si predstavljam, da so lahko te daljši trail teki, na katere hodiš, tudi en tak odklop. Ja, prvotno, tako se mi zdi, da sem si zdaj tu, prvo sem si zadala, bom začela spet teči, ker jaz sem odvedno tekala že od majhnega, in sem si zadala tako, da malo spet pridem v kondicijo in tako, ampak pol pa vidiš, da je tu v bistvu prav neka meditacija zame. Jaz res tako med tekom prav padem v nek trans, tudi če me kdo sreča, tako se mi včasih rabim kar en čas, da tako sploh registriram, kdo ta oseba je, ali pa prav res padem v nek trans in nek svoj svet. In se pol tam sklopim, napolnim, čeprav mi je hudo, vse pol vmes, naprimer zdaj, ko sem imela, novembra sem šla na 64 kilometrov dolg trail. Wow. In pri 50 kilometru sem bila tako, prav na jok mi je šlo od hudega. Res, prav ful hudo krizo, sej sem pričakovala, no, da bo prej ali slej se prišlo do tega, ampak pol vseeno se nekako uspem zmotivirati in tako jaz vedno tudi med tekom, v bistvu cel čas, čeprav sem bila na progi, ne vem koliko časa sem zdaj tekla, 10, 12 ur, ful ur, skratka cel dan sem bila tam na progi in ves čas nekako vizualiziram ta prihod v cilj.
tudi takrat, kadar mi je bilo tako za umrt in bi najrajši tam se usedla na tla in konec, ne, nekako najdem v sebi neko to moč, da vizualiziram, zdaj pa jaz pridem v cilj in jaz grem v cilj in potem kar nadaljuješ in potem gre ta kriza mimo in je še vedno hudo, ampak naprimer zadnjih, ne vem, 5 kilometrov, jaz sem bila kot da bi tekla, ne vem, 5 kilometrov do zdaj, ne pa 55. In tudi pol, ko sem prišla v cilj, ta tek tako mi da tudi eno tako moč, bom rekla, za vsakdanje stvari ali pa za podjetništvo in vse, da res, da zmorem, jaz si večkrat tako rečem, zmorem tudi težke stvari. Spravi, če zmorem nek tek dolg 64 km, ki je težek, se je tudi užitek, ampak je težek, zmorem tudi neke podjetniške izzive in materinstvo in vse, kar pač mi življenje naloži in prenese. In tle, naprimer, ko sem prišla v cilj, tudi prav solze so mi šle od ponosa nase. Verjamem. Tudi ta občutek, tako še vedno zdaj, pa je toliko mesecev zdaj že mimo, zdaj že gledam, kam bi mogoče naprej šla, se spomnim na to, koliko mi je pomenilo takrat, da sem prišla v cilj, pa kako sem sama nase bila ponosna v tistem momentu. A je to tudi neka motivacija, zakaj se spravljaš na te teke, ta občutek moči, pa malo dokazovanje v bistvu čisto samemu sebi, da če si zadam nek cilj in se pripravljam na njega, da ga lahko uresničim? Ja, tako, ja, sigurno, no. Ker jaz ne ciljam nikoli na neke rezultate in to nisem, pač jaz tečem zase, nimam nobenih ciljev, da bi zdaj pobirala neka prva, druga, tretja mesta ali karkoli. Meni je samo važno pač, da uspem, da pridem čez in da naredim to, kar sem prišla tisti dan tja narediti. In to mi res ful pomeni. Mi je, kakor ena taka, mi da neko, me dvigne še za eno dolgo obdobje naprej. No? Me zanima, kako ti bo s tem strahovi glede zobozdravnikov pa igel, ampak ker si to opisovala, jaz ne tečem takih dolgih prog, ampak ker sem imela občutek, da mi je znan ta zmagoslaven občutek in sem vmes malo brskala po spominu, s čim to jaz povezujem. In jaz sem v enem obdobju takrat po izgorelosti res razvila ogromno enih strahov in ko sem se soočila s strahovi, recimo konkretno, ne vem, z vožnjo pred dvigalom, kar nekaj časa, ker nisem upala v dvigalo, pa sploh še malo bolj je bilo pa recimo vožnja z letalom, ker je tudi tako, ne moreš iti na letalo lih vsak dan, pa testirati tega svojega strahu. In se spomnim, ko sem šla po neki pauzi spet na letalo, ta občutek, koliko si ponosen nase, pa spet za nekoga drugega bi bilo to tako, ja, kaj pola, ne, šla si na letalo, vse sem tudi prej že hodila na letalo brez kakršnega koli strahu, ampak v tistem trenutku je bil to zame ogromen korak, ogromna ena taka zmaga in tako, kot si ti rekla, tudi, ko so prišle druge stvari, ki so mi bile težke, sem pomislila, ampak lej, takrat te je bilo te stvari zelo strah, zelo strah, pa niti bilo prijetno, ampak si šla čez dno in si prišla na drugi strani ven, zelo ponosna, z eno lepo izkušnjo. Ne? Tako da meni se zdi, da tudi premagovanje strahov je lahko en tak maraton, ki ti da potrditev, da zmoriš. Ja. Bom opazovala to. Na srečo sem pa taka, se mi zdi, da mi tudi drugače v življenju pride prav ta lastnost, da se dosti se kar vržem, kar skočim v stvari. Isto je bilo s tem mojim zobnim aparatom. Bom rekla 15, jaz sem drugače že enkrat imela vse tu, pa že enkrat dala vse tu čez. Tako da sem rabila 15 let, da sem malo prebolela vse te stvari, ker pa se je vse vrnilo nazaj in je bilo vse spet, zobje so bili pač tako, kot preden sem takrat prvič začela zdravljenje. In zdaj sem si pa rekla, prav ali zdaj ali nikoli, jaz grem v to, kar bo. In res, zdaj, ne vem, sicer na tej točki, kamor sem zdaj, že tako, ko mi čakam, da bo tu enkrat, da grem tja, pa da me operirajo, pa da je tu za mano. Zdaj sem se pa zgubila. Bom kar res postavila vprašanje. Se pravi, ti si enkrat že šla čez to zdravljenje, ampak predvidevam, da ne pa čez operacijo. Ne pa čez operacijo. In verjetno je to nek daljši proces zdravljenja, ki je obvezen del kot priprava na to operacijo potem?
Ja, v bistvu takrat v osnovni šoli so mi zobe pač poravnali, so bili ravni in tudi takrat mi je bila omenjena ta operacija progenije, ampak ne vem, zakaj potem nič se tu ni izpeljalo, ni bilo pol več omenjeno, ne vem zakaj. In jaz moji zobje so potem res ful en kratek čas bili lepi ravni in pol je tu šlo vse nazaj. In tudi zdaj, preden sem začela, sem šla celo k 2 ortodontom po mnenje in so mi oboji rekli, pač, če ne bom operirana, no je zelo velika verjetnost, da grejo zobje nazaj tako, kot so bili prej. Zato pa tudi gremo tu. No. Tako da, zdaj bi rada to uredila enkrat in zavedno. In sej sem rodila 2 otroka, ampak je bilo, tudi to je bilo, mislim, grozljivo. Prva porodna izkušnja je bila grozna, oprosti, mogoče ni fajn, da zdaj to govorimo. Druga je bila super, tako da me je dosti potolažila, ampak nekih ostalih zdravniških zadev jaz nikoli nisem imela. Bila sem samo enkrat v bolnici, ko sem bila punčka, nekaj me je trebuh bolel, ampak niso potem ugotovili razloga. In to je to, kar imam jaz stika z zdravniki, se pravi ful malo in čim manj, kolikor se da in tudi grem, včasih res samo, če me pol manjka in vse prej probam, sam da mi ni treba k zdravniku, imam pa ful en tak močen strah, no ne vem, odkje tu izvira, ali mogoče ste izkušnje takrat, ko sem bila punčka, ne vem. Tudi če drugim, naprimer, tudi če mojim otrokom kaj delajo, na srečo ona 2 tega nista podedovala po meni, sploh fant je tako, jaz si kdaj mislim, če pa ti ne boš delal v zdravstvu, pa ne vem, kdo bo, ker ful dobro prenaša, pa je imel kar nekaj zdravstvenih težav, tudi tako, ne vem, bom rekla, mislim, nasilno jemanje krvi. Pač kri, enkrat se ne bom nikoli pozabila, ko so mu enkrat jemali kri, ko je bil sredi mrzlice, pa niso našli žile in tako. Grozno je bilo, grozno, meni je bilo grozno. In se pa meni včasih kdaj zgodi, da je meni slabo, bolj kot njemu. Da, on pač normalno gre rad k zdravniku, celo ima eno zdravnico in reče, grem k moji, pa ime zdravnice. Tako, nima stano s tem težav, hvala Bogu, jaz pa ful, ja, tudi tako, ker padem, morajo me dvigant noge, mi je slabo, tudi ko so mi, naprimer, modrostne, zrili pa nič ni bilo, samo injekcijo mi je dal, ko sem vajena, drugače pri zobozdravniku, da mi da injekcijo, ampak tam, ko sem vedela, da mi bo pul v te modrostne, kar tako sem rekla, mi je slabo, mi je vroče, hop, noge gor, ne. Ampak vidiš, to izkušnjo imam tudi jaz iz odpuljanja modrostnih zob, pa jaz nimam strahu pred zobozdravniki ali pa zdravniki, ampak in takrat se spomnim, da so mi dali te protibolečinske in je prijel in jaz nisem čutila bolečine, ampak meni je ratalo malo slabo od pritiska, čisto fizičnega pritiska, ki ga pa vseeno čutiš in mogoče vseeno nek neznano okolje, sterilno belo, vse je tam oprtovate, tako da sklepam po sebi, če še meni je takrat ratalo slabo, pa vem, da so mi tudi pol dvigovali noge in tako, da je čisto razumljivo, če... Ja, meni se zgodi, no tudi, če sam kri dam, če čist nek rutinski pregled, kar slabo mi je. Nazadnje, ko sem dala kri tudi, sem potem še celo uspela priti ven v čakalnico, in sem se pol tam usedla, ful mi je bilo vroče in tako sem samo glavo dala dol in potem čez en čas sem se zbudila, pa en fant tako nasproti me je ful gledal, verjetno je videl, da me je mogoče malo zmanjkalo. Pa sem pač tam posedela, še malo prišla k sebi, pa pol počasi šla domov. Tako da ja, to ne vem, odkje to izvira, moram se malo s tem še zdaj soočiti, no, da mi bo malo lažje. A si kdaj pomagala podoben, kot greš teč in pol imaš v glavi ta moment, ko pretečeš na cilj? Da bi si tukaj vizualizirala, kako ponosno odideš domov po pregledu, preživela sem. Ja, to razmišljam zdaj, kar se tiče operacije. Ves čas nekako vizualiziram, kako bo pol po operaciji, ampak moram res probati na manjših stvareh, tako kot si mi zdaj rekla, mogoče že zdaj, ko bom šla k ortodontu naslednjič, kako bo fajn. Pa se je fajn, drugače nič mi ne naredi, ampak vseeno sem prestrašena. Razumem, ker so te strahovi pač iracionalni in
Čist nežen je in vse je super prijazen in tako sam kar nekaj imaš tu v glavi. Ja. Mene je bilo to bizarno takrat pred tem strahom, pred dvigalom. Če sem bila sama, me je bilo strah, če je bil nekdo zraven, me ni bilo strah. Čist nelogično, zakaj mi je tako ne težko iti v zaprt prostor, če je še nekdo zraven. Medtem, če sem bila sama, sam ta situacija, da sem sama v malem prostoru, mi je bila pa res velika stiska. In takrat ti je jasno, koliko je to iracionalno in ne znaš razložiti, in ni razlage, ki bi v besedu, zakaj ti na tisto situacijo daješ tak strah, v tisto neko drugo ga pa pač ne daš zraven. Ja. Prej si že omenjala malo, na koncu vedno rada vprašam še malo glede priporočil za kakšne knjige, filme, podcaste. Prej si že omenjala, da si kar nekaj knjig za osebno rast prebrala. A je kakšna taka, ki ti je posebej ostala v spominu, da bi jo podelila? Oj. Bi mogla prav odpreti svoj seznam. Zdaj v zadnjem obdobju sem brala ta Placebo in mi je tako kar ostala, no, se večkrat spomnim na njo. Pol je ena o denarju, ne vem naslova, ker sem brala v angleščini. Ne vem, ne bom se spomnila zdaj. Če se boš spomnila, polinkava, jaz vedno, karkoli sem omenila v epizodi, dam pa linke, tako da če se boš spomnila to o denarju. Pa... No, super. Pa eno vem tudi od ustvarjanja, nekaj, kar se tiče, zakaj ustvarjaš. Bom mogoče, ti bom poslala. No. Super. Ja. Dosti pa tudi, ker imam tako delo, no, uspem kar precej teh podcastov poslušati, tako da tudi sem kar velika, dosti konzumiram, no, razne podcaste. Ta Diary of the CEO mi je všeč, pa tebe rada poslušam, pa ta Katja iz RTV mi je všeč njen podcast, pa Nihilizem, ima tako ful različno, pa Jureta, pa ta A-ideja podcast, tako no, precej, no, pa Srečko, to njo moram omeniti, no, Srečka podcast mi je tudi ful všeč, take, dosti mi dajo, no, te podcasti, pa ustreza mi ta platforma, ne vem, fajn mi je tako, da slišim. Mogoče še bolj v slovenščini, bi si želela, da bi bilo še mogoče več vsebin v slovenščini, ker če poslušam v angleščini, sem si da moram biti ful bolj zbrana. Tako imam jaz podoben z audio knjigam. Se mi zdi, da mi pač misli mi prej odplavajo in sicer pri podcastih se mi vedno zdi tako če zamudiš minuto, dve, ampak če pa tam ti odplavajo za 10 minut, si pa pač prevrtim nazaj. In ja, tudi meni včasih, kdo reče, koliko je že teh podcastov, ampak jaz vedno rečem, meni se zdi, da jih ni preveč. Vse je in vsak ima malo svojo tematiko in pol, če sklepam čisto posebej, v kakšnem obdobju ti nek glas paše, pol ti ne paše, pa ti paše neka tematika, pol ti ne več in hitro se meni zgodi, da sem spet na točki, kjer spet iščem kakšen nov podcast, ne? Se pravi, če sklepam čisto posebej, sem rekla, da je prostora še za veliko vsebin. Meni tudi kdaj zmanjka. Pa čeprav, naprimer, včasih, če najdem koga, kar grem poslušati vse, povsod, kamor je bil gost. Ja. Naprimer. Ampak se pol tudi kar dosti ponavlja in tako dosti je, se mi zdi, da precej podobni gostje so, no, kar na neki podcastih in pol, ja, jaz kar hitro preposlušam, pa pol časih res iščem, no, kaj še bi mogoče. Ja, za na koncu te bom pa tako čisti iz svojega interesa, pa malo za druge vprašala, kakšen nasvet bi dala, te bom za več področij vprašala, recimo nekomu, ki se loteva samostojne podjetniške poti, nečesa ustvarjalnega, po možnosti na podoben način, kot ti, ki imaš v bistvu spletno prodajo oziroma prodajo nekih unikatnih izdelkov. Kva so bile kakšne lekcije, ki si se jih ti naučila? Jaz bi rekla, da ne vztraja. Predvsem tu, da ne vztraja. Če imaš rad to, kar delaš, ni težko vztrajati, ampak tako na dolgi rok se pozna. Si misliš na začetku, pa sej tu nič ne bo, ne z mene, ne z te moje blagovne znamke, ampak pol čez čas, ne vem, meni tako se mi zdi, da te mogoče res loči od tistih uspešnih ali pa manj uspešnih, sam tu, da včasih, da vztrajaš. In pa tu, da
v današnjem svetu je fajn se izpostaviti, vsaj malček se pokazati, kdo si, kakšen si, ker ljudje se bolj povežejo na tak način in se mi zdi, da tiste znamke, ki mogoče se ne ve, kdo je zadej, jaz danes tako bojo težko uspele. Ali pa mogoče, da najdeš nekoga, ki bo obraz tvoje znamke, ampak da si čim bolj pristen, odprt in da te ljudje pol začutijo in te potem tudi bolj podprejo ali pa lažje podprejo, ne vem. Tudi jaz vem, da tiste, ki poznam in tako lažje in rajši kupim od njih, no. To se jaz zelo strinjam in se spomnim zdaj, ko si ti delila na Instagramu malo na to tematiko, kako, ne vem, tako je nekako ostalo z mano, da ni treba biti v tem profesionalc, ni treba, da si na vseh posnetkih všeč, ampak veš, zakaj to delaš in namen je, približati sebe kot osebo, kot ustvarjalca in tudi moja izkušnja je taka, predvsem tudi na področju knjig. Deliš osebno zgodbo in ljudje so bolj pripravljeni deliti svoje nazaj, nekako se jim približaš dosti drugače, če pokažeš tudi svoj obraz, svoj glas. In tukaj imam jaz tudi, zame to ni toliko, ne izpostavljam se na ta način toliko dolg in se spomnim, kako mi je bilo na začetku neprijetno in tukaj bi jaz zelo upoštevala ta tvoj nasvet, vztrajaj. Vsem je ful neprijetno, tudi meni je, pa zdaj že, pa tudi na svojem osebnem profilu to delam, ampak včasih še vedno moram narediti 5 posnetkov, pa sem si na vseh grozna, pa si mislim, dovolj nimam časa, zdaj bom to objavila in čau. Kaj pa nasvet glede aktivnega družinskega življenja? Čim manj komplicirati. Dobro, jaz sem tudi otroke imela ful mlada, pa se mi zdi, da mogoče, mislim ful mlada, pri 24. In kaj pa vem, no, jaz mislim, da je tudi mogoče tu en tak faktor. Jaz zase vem, da sem res ful malo komplicirala in da sem kar nekako zaupala, da bo vse okej. Jaz se tudi sicer čim manj ukvarjam z nekimi, kaj pa če to bo, kaj če se zgodi drugo, tretje. Sej preveriš mogoče, če je zdravnik tam in tako, kako je zdravstvo, ampak nikoli, ne vem. Vem, da nekateri že, če grejo na CRES, prvo pogledajo, kje je zdravnik. Ne, jaz tega pač ne delam. Mi gremo na potovanje, sigurno je nekje zdravnik, če se nam kaj zgodi. A pa bi rekla, da si ne komplikator, tudi da je to nekaj, kar definira tebe, ali si se to naučila skozi to družinsko življenje? Ne, jaz mislim, da sem kar taka po naravi, no. Ja. In dosti, kar nekako zaupam, da bo vse okej in je potem tudi vse okej. Saj smo imeli tudi neke izzive, naprimer v Istanbulu so nas en taksist, jaz sem tako kričala nanj, z otroci smo bili, pa peljal nas je kako je že bilo, na napačno letališče, nekaj tasga. Skratka, jaz sem tako kričala nanj, ampak vse moje potem rekel, dej umiri se, vse bo okej. In potem res sem se umirila in je bilo vse okej. Pač vse se nekako reši, samo čim bolj, čim manj komplicirati, pa čim manj se obremenjevati z nekimi, kaj pa, če se to in to zgodi, no. In dosti tudi zaupati otrokom. Sebi zaupati, recimo, kar se tiče hoje v hribe, sebi zaupati, ker pridejo, ne vem, meni tudi na Triglav, naprimer, mi ni bilo prijetno, niti malo mi ni bilo prijetno, na nekih izpostavljenih delih, ko se vprašaš, kaj pa, če se zdaj tle nam nekaj zgodi, zdaj tle se mu zdrsne, pa otroci tudi. Jaz sem, naprimer, za dol s Triglava, ne, jaz sem ves čas govorila, jaz sem imela starejšega, pa moj mož je imel mlajšo, vsak enega sva varovala, smo bili zvezani, no. In ves čas sem na začetku tako sem govorila, pazi Urban, pazi, tle stopi, pazi, se drsi, ne, tako, pa on pa se mi zdi, da sploh se ni ukvarjal s tem, on je pač hodil tako, kakor zna hoditi in vse je bilo okej. In ko sem jaz enkrat nehala sitnariti in govoriti, dej pazi to, pazi uno, sem se sam fokusirala, zdaj Nika, ti si tukaj, bodi ti 100%, ti stopi, ti čuvaj njega, ti pazi, da se tebi ne zdrsne in vse bo okej. In pa smo prišli srečno dol. Dosti moraš sebi zaupati, da ti delaš prav, pa svojim občutkom, ker ko si enkrat mama, se mi zdi, da ti občutki te kar
kar velja, tu, kar ti čutiš. Jaz, recimo, na začetku, tudi kar se tiče nekih bolezni doma, moraš sebi zaupati. No. Ti najbolj poznaš svojega otroka, ti najbolj veš, kaj je zanj ok, pa kaj je zate ok, kaj mogoče ne štima zdaj v tej situaciji in potem ukrepaš. No. Ja, tu, zaupanje. Zelo lepo. Se mi zdi tako univerzalen nasvet, ki pa sicer verjamem, da ni vedno tako enostaven. Sploh če zdaj predstavljam sebe, si v novi vlogi, recimo mame, najbrž ni tako enostavno vedno zaupati. Ne? Mogoče je lažje pri drugem otroku, ali pa ko že daš neko začetno obdobje skozi, zaupati sebi, da veš, kaj je prav. Pri prvem otroku je res težko, ker toliko je enih zunanjih stvari, naprimer že domači, pa veš, da ti hočejo dobro. In tako, pa ti mogoče včasih rečejo, kaj je narobe, ali pa mogoče malo stavek narobe obrnijo, pa te tudi prizadene. Ne vem, jaz vem, naprimer, s tem mlekom, pa z dojenjem. Pa če mi je kdo rekel, mogoče je pa lačen, ni lačen. Jaz vem, da ni lačen, sam rabiš en čas, da pač sebi zaupaš, da ga, naprimer, tvoje mleko dovolj nahrani, da pač joče zaradi neke druge stvari, ne zato, ker je lačen. No, to, ja. In verjamem, da je podoben proces zaupati sebi, ko greš na Triglav, ali pa ko greš teč, ali pa ko greš na pot z otroci, da si zaupaš, da zmoreš in da boš, tudi če pride do kakšne neprijetne situacije ali pa težke situacije, da boš uspel jo sfurati. Ja. Sploh potem, ko imaš enkrat otroke, najdeš rešitev za vse, se mi zdi. Toliko si motiviran zaradi tega tudi, da ne vem, no, jaz mislim, da najdeš res rešitev, no, za vse. V neki situaciji, ko si, pa se vse nekako reši. Zdaj se mi zdi, da sem jaz imela 1 uro coachinga s tabo. Sej materinstvo je ful. Tako mislim, sej greš v te šole za starše, ampak noben te v resnici ne pripravi, pa vsak otrok je drugačen. Imaš 2 otroka, isto delaš z njimi, ne, isti starš, mislim, nisi glih isti starš, ampak ja, vse je enako, isto okolje, vse, ampak ne vem, že otroci med sabo so si drugačni, pa pri enemu nekaj deluje, pa pri drugemu nekaj drugega, pa en te tam trigira, pa drugi te tam. Je kar velik izziv, no. Pa za partnerstvo je velik izziv, tako, no, ni enostavno. Tako da pričakuj nepričakovano. Si skušam predvsem čim bolj spuščati neke predstave, no, kako bi bilo, kako naj bi bilo. Tako, pa se bom, upam, da uspela prepustiti. Ja. A še kakšna tema, karkoli, kar bi odprla, kar mogoče še nisva? Še kaj, kar bi želela podeliti? Ma nič takega, ne vem. Pa moram na koncu še povedati, kje lahko poslušalci sledijo tebi, kje te lahko podprejo. Se pravi, na poslovnem profilu moja blagovna znamka je lanika.atelier, na Instagramu, pa na Facebooku tudi, no, ali pa na www.lanika-atelier.com. Drugače pa moj osebni profil je pa Nika & Co, Nika & Company. Kjer so pa ideje za izlete, za hribe, za potovanja. Upam, da bo kaj vrtičkanja, zdaj, ko se malo se greje. Tega sicer nisem podletila, ampak ja, še eno skupno tematiko, tudi meni je ta vrt tako zelo blizu in lepa. Ja, zdaj že malo planiram, no. Lepo. Malo se mora še se igreti, da gremo kaj delati. Tule na Primorskem še dober mesec, pa bomo že kaj začeli. Malo prej, kot pri nas, ja. Ja. Nika, res iz srca hvala za vse, kar si podelila. Meni je zelo navdihujoče, zelo lepo mi je in sem vesela, da si tudi sama to ubesedila, kako da ti je zdaj ok s tem, koliko imaš široko področje interesov. Meni se zdi, da jih imaš veliko, ampak da te to dela bogato in res meni je bilo zelo lepo poslušati od vseh tvojih interesov in področji. Zelo lepo in ti želim vse dobro na vseh teh področjih še naprej. In veliko zadovoljnih strank in
zadovoljna tebe, ko ustvarjaš te izdelke. Joj, super, ful, hvala za te lepe želje. Jaz pa tebi želim eno materinstvo, bom rekla, da si boš čim bolj zaupala, no, to. Pa uživaj, vse vem, da vsi starši isto rečemo, tako hitro mine, res tako hitro mine, da sploh ne veš, kdaj in izkoristi vsak tisti trenutek, ko ga imaš. Ker jaz, naprimer, moja sta zdaj že v takem obdobju, da se včasih vprašam, mogoče mi bosta hmali rekla, ne rabiva več, da nam bereš pravljice. Pa me kar malo stisne, no. Ja. Hvala še enkrat za povabilo. Z veseljem, hvala tebi, da si se odzvala. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.